En lep dober večer, Tanja Skaza z vami. Četrtek je v liveu, to pomeni zdaj že 309. live. Upam, da ste v redu, da ste super. Jaz sem danes čudovito po akademiji in tudi po čudovitem dogodku z našimi zaposlenimi iz Skaze. Potem sem razmišljala, kaj bi vam danes tako povedala, ker sem imela to v prejšnjem liveu. Želela sem prejšnji četrtek posneti ta live, ki bi bil dosti bolj močen kot danes, ker je danes že ta tema malce ni več toliko aktualna, ker so dosti drugih. Pa danes imam tako čudovit dogodek, da skoraj ne bi, danes bi vam samo pošiljala ljubezen. Ampak vseeno sem se pa odločila potem, da pa mogoče se le dotaknemo teme, to pomeni, kdaj lahko oseba prestopi našo mejo. Vse sem kar napisala, pa si to tudi tako malo napišem tle. Ali znamo postaviti meje, kako vemo, če naše meje nekdo drug prestopi? Potem, kaj je za nekoga dobro, to tudi ne pomeni, da je tudi dobro za vas. Ok, kaj to pomeni, ali znamo postaviti meje? Zdaj, to je širok pojem, to je lahko tako na osebnem področju, kot tudi na poslovnem področju, pri otrocih, pri prijateljih, pri znancih, iz vseh, če vzamemo čisto vse strani. Kako, kdaj postavimo mejo in kdaj rečemo, tole je pa zelo tolmačena. Jaz sem najprej prepričana, da ene meje se že postavljajo čisto iz samega otroštva in tudi od same kulture. Mogoče moja kultura je balkanska kultura, to pomeni, pri nas je že bilo tudi tako, da smo ženske vedno bolj v zadnji, da se ženske vedno bolj spoštuje, tudi moški stopijo do neke črte, do določene ne. Jaz tudi moram povedati, jaz nekako ne glih dovolim, da moj mož me lahko boža, ne dovolim pa drugim moškim, da me božajo, ali obratno. Jaz tudi nekako ne vidim, da bi moj mož prestopil mejo, tako da to je vse povezano, malo je tudi od same kulture odvisno. Vendar danes bom se mogoče navezala tako na splošno, mogoče bom še najprej dotaknila se v podjetju, kdaj v podjetju čutimo, ko nam je nekdo prestopil mejo in želimo, da te meje več ne prestopi in zakaj nam to naredi in kako pač mi odreagiramo. In zadnjič mi je nekdo napisal, da bi rad slišal zgodbe drugih, zakaj vedno svoje zgodbe, zato ker pač računam na to, da moje stranke so stranke tiste, ki pridejo iskati odgovore pri meni. Če čutim, da je kakšna zgodba podobna z mano, da pač ne rečem, da je ta stranka, ampak vem, da se vsi nekje tle noter nahajamo, kar se tiče samih mej. No, in bom jaz podelila svojo zgodbo in iz moje zgodbe boste videli, kje se tudi vi nahajate. Najprej sem pa tudi napisala od Bruce Leeja. Jaz sem občudovalka bila Bruce Leejev filmov, kot majhna punčka, zdaj ne vem, koliko sem bila to majhna punčka, vedno sem občudovala njegove filme, sploh še danes ne vem zakaj, ker ni mi toliko bila všeč ta borba, kot ta njegova koncentracija, njegov stav, njegova zbranost, njegova stabilnost. In tudi, če zdaj pogledam, sem tudi imela same take moške, da so bili vsi tako nekako postavljeni. Jaz sem rekla, če je ta postavljen, ta bo lahko tudi meni pomagal, da se jaz dobro postavim. Kjer govori, da znanje je res moč, ampak karakter vam da pa spoštovanje. In če zdaj pogledam nazaj, kako so me ljudje spoštovali, kako sem znala meje postavljati, je bilo predvsem odvisno, ali sem sama spoštovala dovolj sebe. In vedno, dragi moji, vedno se vse začne pri vas. Nikoli ne gledite, kako je nekdo preskočil vašo ali pa prestopil vašo mejo, ampak izhajajte iz tega, da nekdo, če vam prestopi mejo in če vi ne odreagirate, ste sigurno to vi povzročili nekomu drugemu. To se bom tudi navezala na en dogodek, ki se mi je zdel tako pomemben, ker sem se zadnjič pogovarjala z mojo ambasadorko. Kaj je za nekoga dobro, mogoče to za drugega ni. Kar pomeni, da resnično, če želite vedeti, kje je vaša prava meja, res prava meja, potem je zelo pomembno, da znate sebe čutiti. Ne koga drugega, ampak sebe. Pa se kar dotaknemo, naprimer, masaže. Nekomu odgovarja na masaži, da ga masira, da mu masira nekdo celo telo. Nekomu ne odgovarja, da mu masira zgornji del. Ene ženske pač to nimajo rade, ene pa ženske rečejo, da jih to nič ne moti. Evo, to je ena taka meja,
ko smo spet pri tem, eno nič ne moti, drugo izredno moti. Jaz sem imela izziv, da dejansko me niti en moški ni smel nekako masirati. Tudi kamorkoli sem prišla v hotel, sem vedno rekla, če imajo žensko maserko, ker mi je bilo bolj mi odgovarjalo kot pa moški maser. Za nekoga je to čudno, ker ima pa raje moškega. To meni meje vedno čutimo sami. Tudi če vam nekdo reče, joj, ta je čudovita oseba, ampak mogoče pri njej čudovita, pri vas je drugačna, zato je potrebno znati slišati sebe. No in zdaj se dotaknemo karakterja. Kako lahko vi zgradite svoj karakter? In kako veste, kje so meje prestopljene pri vam, nekdo je prestopil to mejo in kdaj je še ta meja dovoljena. In če se zdaj vrnem nazaj. Dokler se nisem spoštovala, sem tudi jaz prestopila katero mejo na način glede same komunikacije, to pomeni, da sem bila premalo taktna, da sem mogoče prehitro, preuranjeno pristopila nekam in prestopila neko mejo, zdaj ali mejo to spoštovanja, ali je zaupanja, ali je iskrenosti. Nekdo pač nima rad, da si tako iskren, in potem, kadarkoli se ti zgodi, da ti nimaš sebe v svojemu stebru in da ti ne veš, kdo si in odreagiraš tako in osebo zaboli, bo zabolelo tudi vas. Ker oseba, ki se spoštuje, nikoli ne bo šla čez nek nivo tega, da bo želela koga drugega prizadeti. Ker se vedno vpraša, kako bi bilo meni, če bi to isto oseba naredila meni. No in tukaj se potem začne. Kako boste vedeli, in se bom jaz raje dotaknila službenega dela, poslovnega dela, ker jih prihajam skozi poslovnega dela in se mi to zdi najbolje. Spomnim se, spomnim se. Ja, zato ker to več ne počnem. To pomeni, v podjetju vedno izbiram osebe, tiste osebe, s katerim čutim, da mi dajo energijo. Tiste osebe, ki mi srkajo energijo, lahko dam enkrat, lahko vprašam, če jim dam mnenje, nasvet, v primeru, da pa čutim, da sem izčrpana in da sem govorila kot sama sebi, tako da to boste tudi vedeli. Ko se izčrpavate, ko hočete nekaj povedati osebi in če oseba ni pripravljena slišati, to pomeni, ona je postavila mejo, da tega ne sliši. In potem je tudi prav, da se vi odločite, da ne boste šli čez to mejo. Ni še oseba pripravljena. Tako da v podjetju danes izbiram ljudi, tiste, ki čutim, da mene spoštujejo, tiste, ki čutim, da spoštujejo moje sodelavce, tiste, ki čutim, da znajo graditi odnose. In to je zdaj tisto zlato pravilo, katerega vedno pravijo, v vseh knjigah je napisano, v vseh teh kadrovskih knjigah, kakršnokoli teh knjigah, kako vzdrževati ali pa graditi organizacijsko kulturo, da je bolje imeti ljudi, ki znajo graditi odnos in ki imajo malce manj znanja, ker so odprti za spremembe, kot pa tiste ljudi, ki so totalni strokovnjaki, ampak so nepripravljeni za timski duh. In to naj povem, da se s tem absolutno strinjam. To tudi vsi tisti, ki še niste naredili, predlagam psihometrične teste, kjer vam bodo pokazali testi, ali ste oseba, ki ste radi timski ali niste radi timski. No, jaz sem oseba, ki se zelo rada delam v timu. Meni se tako zdi, da tim en drugega dopolnjuje in več glav več ve, kot pa ena oseba sama. Če pa ugotovite, da ste pa individualna oseba, potem pa je res bolje, da delate kot nek strokovnjak, nek specialist, ampak vedno vedite, če želite biti odprti za spremembe ali za nova znanja, za nekaj, da slišite mlade, modre, kakorkoli, boste potrebovali tudi, zakaj sem to zdaj rekla? Ja, da v vsakem primeru boste mogli tudi biti pripravljeni na spremembe. Ne glede na to, kakšen strokovnjak ste. Če ste najboljši strokovnjak, ne vem karkoli. Tako da, jaz sem raje za time, ki želijo graditi odnos in iz tega odnosa potem vem, da bodo zrasli in da bodo vsako leto boljši. Najbolj pomembno, če se spomnite iz mojih videov, ko vedno rečem, vedno je najbolj pomemben trend, ne kako oseba hitro zraste, ker tako hitro, ko zraste, tako lahko tudi pade. Ok, no, in če sem včasih rada pogledala za ljudi, tiste, ki naprimer, joj, so bogi, pa ne vidijo sprememb, pa mislijo, da so vsi drugi krivi, zato da ta oseba ni uspešna, danes tega več ne počnem.
Danes predvsem iščem ljudi, ki me znajo napolniti, ki me znajo navdihniti, napolniti, navdihniti, ki imajo rešitve, ki mi pojamrajo, to meni lahko čutim njihovo ranljivost, ampak iz te ranljivosti moram videti lučko željo po zmagi, kar pomeni priložnost izboljšavo, prinese tudi boljšo osebno rast in tudi poslovno rast. Tam, ki čutim, da so sami izgovori, da si ping-pong podajamo, potem vem, da je to nesmisel, da je to tako škoda vašega časa in tudi škoda tistega časa, ki je z vami. Vse, kar lahko v življenju, pravijo, da pač ne moreš kupiti vsega. Jaz mislim, da tudi če smo fejst bolani, pa če verjamemo v to, lahko najdemo 1000 strokovnjakov, ki nam lahko pomaga, medtem ko časa res ne morete kupiti. Ne morete vrniti nazaj 1 uro, da bi čez tisto 1 uro z nekom preživeli. Zato je pomembno, da se zavedate, da čas je najbolj dragocena stvar v tem življenju. Res. Zato živite tukaj in zdaj. Ok, in kaj je pomembno, če mi ne zgradimo karakterja, ker po nas gremo radi tistim ljudem, ki si ne zaslužijo našega časa in kaj se nam potem dogaja. To je zdaj postavljanje mej. Karakter je tudi povezan z lastno vrednostjo. Včasih ljudje mislijo, da več, ko bodo imeli denarja, bolj bodo spoštljivi, bolj bodo ljudje imeli za vredne, bolj bodo cenili, več bodo pomenili, večji vpliv bodo imeli. Ja, saj to je vse nekak umetna tvorba, ki lahko nastane. Ampak v resnici je najbolj pomembno, kako se vi znotraj vas počutite. Ali to resonira z vami ali ne. Ali to resonira. In meni je bilo najbolj pomembno, ko se spomnim za nazaj, v redu, jaz sem porabila čas, jaz sem poskušala, ful, lepo, vzela sem si toliko časa in sem si pisala takrat ure, le 5 ur sem preživela, pa z njimi sem pa to preživela in potem ni bilo nobenega rezultata. In po na koncu ste žalostni, razočarani, ker dejansko niste dobili nazaj svoje lastne vrednosti. Danes upam povedati ljudem, da ne glede na to, koliko, včasih tudi rečem nekomu, pa upam, da se to zdaj ne bo slišalo z vašega, odvisno kdo gleda. Včasih me ljudje ne morejo toliko plačati, da bi jaz, če ne čutim lastne vrednosti, če ne čutim, da lahko dobim vrednosti iz določene skupine. Zato je zelo pomembno, da pred ceno pogledate konkretno, ali vam to lahko prinese lastno vrednost, ker s tem boste začeli sebi postavljati meje. In ko boste znali sebi postavljati meje, nikoli nihče ne bo prekoračil vaše meje. In ko jo bo prekoračil, boste vi znali to zelo jasno in lepo povedati. Pa naj podelim en primer, ki sem ga že enkrat povedala, pa se mi zdi toliko pomemben, da zdaj ne delim na kakih drugih. No pa bom govorila o stranki, evo. Prišla je stranka k meni, kjer je zelo uspešna, zelo lepo dela in pravi, ker je pač tako uspešna v svojem poslu, da jo tudi kličejo uspešna podjetja. Ampak to so podjetja, ki imajo velik renome, dobra imena, vsi, ko slišijo za njihova imena, wow, kdo so in gor dol, tudi jaz sem bila med njimi, ko sem slišala, kako dobro ime, my God, in tako naprej. No in potem sem vprašala, ok, in kako se pač počutite pri teh strankah, in potem je pač mi ta oseba rekla, pri enih dobro, pri enih malo manj dobro, pri teh strankah pa res čutim, da vsakič, ko grem od njih, sem tako noro utrujena, nimam energije, veliko dela, predvsem kar pa je, ampak je pa izredno močna referenca. Referenca, kar pač sporoča, s kom delamo. Hvala Bogu, da sem to prerasla. Resno vam povem in mi je tako fajn. Sem bila pa tudi jaz. Vsi gremo čez to sito in prav je, da gremo čez to sito. No in potem se midva zmenima s to stranko, da ne bodo delali za to podjetje, zaradi tega, ker jih to podjetje tako izčrpava, da je potem nesmiselno in mogoče so vrata se morajo odpreti za nekoga novega, za neko novo stranko, ki mogoče si pa želi te njihove pozornosti ali pa njihovega znanja, inovativnega znanja, ker ga res imajo. In potem se zmenimo, da tako bo. Na kar mi stranka pove, da se je
vseeno odločila, da bo poslala ponudbo, ampak da bo to ponudbo dvignila za 50% višjo ceno, kot jo ponavadi sestavi za druge ponudbe, zaradi tega, ker bo potem na drugi strani stranka tako in tako rekla, da so previsoki, predragi in da jih ne bodo izbrali. Seveda, kaj se je zgodilo? Stranka, to meni kupec, je izbral mojo stranko. In stranka pride k meni in pač reče, dolga zgodba. Ja, dolga zgodba. Stranka mi reče, da pač so vseeno dali ponudbo in da so izbrani. In potem sem rekla, pa zakaj ste to naredili, če smo se dogovorili, da tega ne boste naredili, kako boste znali vzdrževati svojo lastno vrednost, ker jaz sem čez vsa ta sita šla. Čez vsa ta sita, dragi moji. Jaz sem čez vsa sita šla, ko so kupci zahtevali od mene to, ko so hoteli imeti take marže, take rabate, ko so hoteli, da to plačujem, ko sem ono plačevala in vsakič sem bolj se slekla, vsakič, tako, pa še enkrat, to pomeni, se slačiš in vsakič, ko sem stopila iz katerih izmed tistih pisarn, kjer se nisem počutila dobro, sem zmanjšala svojo lastno vrednost. In s tem, ker sem zmanjšala svojo lastno vrednost, sem tudi zmanjšala mejo, zožala mejo, do kam lahko oseba gre. In če greste pri enih, se bo to zgodilo tudi pri drugih. Ne morete zdaj v poslu reči, zdaj bom pač to mejo spustil, ker na osebnem področju boste dobili isto, se ne živite dvojnega življenja, vi živite eno življenje. Vi ste ena oseba, en karakter, tako na osebnem področju, kot tudi na poslovnem področju. In resnično, vedno se mi je tako zgodilo, oh my god, pa še to bom dala, pa še to bom dala, pa še to bom dala, in potem sem zgubljala svojo lastno vrednost. In s tem, ko zgubljaš lastno vrednost, ti vedno več ogledal se nastavlja. Nekdo v službi prestopi mejo in vas ne spoštuje. Pridete domov, se dogovorite nekaj z otroci in otroci vam tega, ne vem, dam primera, zmenite se z otrokom, to je moj zdaj, se grem pa nazaj na moj primer, da sem vam povedala, bom pa stranko se nazaj vrnala. Se zmenite, pač stranki popustite in greste še čez to, greste toliko časa, dokler ne začutite, da je zdrava meja, da se vi počutite dobro in da varirate s tem, da ste ok, kar se tiče vaše vrednosti. In potem, če vi prestopate mejo in prestopate mejo, pridete domov in ste se zmenili z otrokom, da bo zložil iz pomnevalnega korita, pomnevalnega stroja, če se mi že. In potem otrok tega ne naredi, in vi se derete na njega, če ste se zmenila, če ste se dogovorila, v resnici vam samo kaže ogledalo, tako kot ste vi spustili meje, tako jih je tudi on, se jih ne drži. In to je tako začaran krog, da naj zdaj se vrnem nazaj na mojo stranko. Moja stranka je potem čas, ki ga je namenila za to osebo, to pomeni, če je namenila 50 ur, porabila potem 100 ur, enkrat več ur, na koncu, ko je naredila izplen, ni bilo nič več, kvečemo manj in še vsak dan s polno teže. Čisto vsak dan s polno teže. In zdaj rezime, koliko je ura, rezime tega. Vsak ima svojo mejo. Nekomu odgovarja, ne vem, jaz bom pri temu rekla, da sem hvaležna moji mami pa mojemu očetu, kako sta me naučila na nek način, da sem ženska, pa da sem dama, pa da ne prestopim neke določene meje. Mene boste zelo težko videli vzunaj, da se napijem, pa da ne vem zase. Težko me boste videli, da grem izven tega, kar sem, lahko me vidite v trenerki, lahko me vidite športno, me pa ne bom prestopila neke meje, zaradi tega, ker toliko se spoštujem, da sem ženska in da obdržim to žensko v sebi. Zato je pomembno, to meni to prihaja do doma. In če doma niste imeli nobenih mej, če je bilo vse dovoljeno, če karkoli, ne vem, če se je lahko puščalo tam, če se je jedlo tu, pač te meje ostanejo pri vas, evo moja mamika zraven. Tako da, mami, jaz sem ti hvaležna, ker si veliko naredila zame, da sem danes to, kdor sem,
tudi to je en del tvoje zasluge. In ko pa sem spoznala, da pa nimam da pa zgubljam lastno vrednost, sem pa ugotovila eno pomembno stvar. Ne smem biti usmerjena na to, kako vidijo drugi, kaj lahko drugi vidi čisto drugače, kot vidim jaz. Ne kako eni čutijo, lahko da jaz čutim čisto drugače, kot čuti nekdo drug. In ko sem začela sebe slišati, čutiti, sem tudi vedela, kaj je zame dobro in kaj zame ni dobro. In verjemite mi, ko boste znali sebe poslušati, ko boste znali slišati sebe, a je to v redu za vas, a je to nekaj, kar vas bo obogatilo, tako osebno kot tudi poslovno, ali vas bo napolnilo srečo z notranjim mirom, potem vedno obilje pride. Vedno obilje pride. Sem pa eno zadevo ugotovila pri tem postavljanju mej. Kadarkoli greste, ali s prijateljico, ali s partnerjem, ali z otroci, ali z sodelavci, ne vem, poslovnimi partnerji, komorkoli. In ko končate pogovor, in če čutite, da nimate lastne vrednosti, to pomeni, da ste čisto ali padli, da se najprej konkretno vprašate, kaj se lahko ven iz tega naučim, kaj lahko naredim, kakšno spremembo, in če ne najdete te spremembe, jaz sem prepričana, da jo najdete, da je dobro, da jo najdete, če jo ne najdete, da se tudi vprašate, a sem v vlogi žrtve in iščem od nekoga, da me pomiluje, ali res ne najdem, kaj se lahko naučim. In potem, ko ugotovite, da v tej osebi tudi poveste, da iskreno podelite mnenje, oprosti, na sestanku mi je šlo malce predaleč. Mene tudi ne moti, ko moji sodelavci meni rečejo. Ko mi rečejo, mogoče mi pa tole ni bilo zdaj prijetno. In jaz potem rečem, ok, hvala, ker si mi povedal ali pa povedala, zato da bom znala za drugič malce to sprejeti. Sem pa jaz eno zadevo, rečemo, nekaj časa nazaj ugotovila in tudi z mojimi sodelavci to delim. To sem se pa naučila na postavitvi družine, na sistemski postavitvi, na poslovni postavitvi, da je hierarhija zelo pomembna. In ko sem se to naučila, sem tudi spremenila način spoštovanja. To pomeni, moja mama je mene rodila. Če jaz moje mame ne spoštujem, tudi sebe ne bom spoštovala. Če je moja tašča rodila mojega moža in je moja tašča začela najprej v podjetju, je vso spoštovanje najprej njej, potem šele pridem jaz na vrsto. Ona je to zgradila, jaz spoštujem, kaj je zgradila, da lahko jaz to zgodbo nadaljujem. In spet smo pri sprejemanju. Spet se vračamo nazaj v prvo srečanje, prvo delavnico moje akademije, sprejemanja. Kako se učimo sprejemanja. In tudi to, ko se pač naučiš nekih hierarhičnih nivojev, in jaz tudi mojim otrokom povem, vse je ok, lahko mi poveste, ampak meje ne prestopiti. Te meje pa res ne, zaradi tega, ker je ne boste znali do sebe zgraditi spoštovanja. In ko jaz začutim v pisarni, kjer sem, da sem z mojimi sodelavci, ker sem po hierarhični lestvici, jaz najvišja in potem oni zraven mene, in če čutim, da ne dobim lastne vrednosti, da stopim ven in da ne čutim lastne vrednosti, da mi lastna vrednost, to pomeni uhaja ali pa da mi pada, takrat vem, da je definitivno nekaj, kar je potrebno narediti korenito spremembo. Zato pravim, največkrat slišim, ne upam povedati, strah me je, kako naj odreagiram. Jaz sem prepričana, da vsi odgovori so znotraj vas, ampak za te odgovore, da prijete znotraj vas, je pa dobro, da se povezujete z ljudmi in da se skozi interakcijo z drugimi naučite, kako bi vi lahko odreagirali. Ker vedno bo vaša rešitev in kakršnakoli rešitev bo prava. In ko boste to znali, boste znali zelo jasno ljudem postaviti meje, dokam naj grejo in dokam ne. Niste enaki kot vsi ostali. Vi ste svoja blagovna znamka in pod svojo blagovno znamko je pomembno, da veste, ne koliko ste vi boljši od nekoga ali pa koliko ste slabši od nekoga, ker smo vsi enaki, krvavi pod kožo, čisto vsak od nas. Samo pomembno je, koliko je kdo srečen znotraj. Ampak vi boste vedeli,
kaj je vaša lastna vrednost ali pa lastna cena. To meni, ni to, on zasluži toliko, aha, jaz bi mogel tudi toliko. Ne, koliko vi resonirate. Kaj je tisto, da se poistovetite s tem, da vam je dobro, da se fajn počutite, da ste srečni in to srečo potem prenašate naprej. Najprej v svojo družino, potem med svoje družino, najbližje, potem med svoje sodelavce in vsekakor tako tudi naprej. Tako da, marsikdo se boji povedati, kaj misli. To sem zadnjič delila z eno izmed mojih sodelavk, strank, ne vem zdaj, sester, kakorkoli, sem rekla, ne bom te vprašala, zato ker vem odgovor, ampak ti bom vseeno povedala, ker ga res vem, ker čutim, da ga vem. Vem pa, da marsikdo ne upa vprašati, zato ker odgovor ve navznotraj in se boji tega odgovora. Pomeni, žena vem, da čuti, ko jo mož vara, ampak se boji to vprašati, ker se boji, da ga bo izgubila. V resnici pa, če bi ga vprašala, bi sebi postavila mejo in s tem bi lahko zgradila mogoče dober odnos, ker bi zvedela, kaj je tisto, kar krha njun odnos. Isto tako je v službi. Bojimo se vprašati svojo vodjo ali pa zaposlenega, kaj se dogaja, do česa prihaja, kako, zato ker se bojimo, kaj bo, ali bo dobro, ali ne bo, v resnici se pa odnos samo ruši. In ponavadi, ko začutite bolečino, ne čakajte en teden, ne čakajte 14 dni, ker se nikoli ne poleže. Lava se samo malce umiri. V resnici je znotraj vas vulkan, ki samo čaka, lahko da bo drugič nekdo drug čisto eno majhno pikico vam dal in boste vi kot vulkan naredili napad, v resnici pa ta oseba sploh ni kriva. Tako da, za postavljanje mej, vsak ima svoj nivo, čisto vsak ima svoj nivo, nekomu pa še to, ne gremo se črednega nagona, znamo slišati sebe, znamo poslušati svoje občutke, jaz to tako rečem, Tako sem hvaležna tudi staršem za to, ampak ful sem se vrsto let bala tega, Jaz vem, kjer nivo spoštovanja je. Danes to izražam in rečem, šli ste čez moje spoštovanje, šli ste čez mojo hierarhijo, tudi ne dovolim sodelavcem, da preskakujejo svojega vodjo, ampak najprej vodja, naprimer meni zelo težko lahko pride sodelavec, pa mi kritizira svojega vodjo, ker moj vodja je moj primarni tim. Moj primarni tim. To pomeni, da je zelo pomembno, da poskuša rešiti z vodjo, v primeru, da z vodjo ne gre, da res ne gre. Potem šele, kdo se dogovori za sestanek, da se dobimo vsi trije skupaj. Vendar nikoli brez vodje. Če vi verjamete v to osebo, potem je prav, da je tudi ta vodja z vami. No, tako da, jaz mislim, da partnerji je prav, da en drugemu dajo podporo, ampak ne samo, da rečejo, ti dajem podporo, ampak da to res mislijo. Pravi, da sodelavci dajo en drugemu podporo, ker če smo ga najeli ali pa zaposlili, pomeni, da smo zaposlili zato, ker verjamemo v to osebo. Če pa ne verjamemo v to osebo, pa pomeni, da ne verjamemo vase. Tako da vsako stvar pogledajte iz najbolj osnovnega zornega kota. Vse, karkoli počnete zato, ker sebe ne spoštujete in si ne zaupate. In potem boste lahko gledali svoj film, svojo kreacijo, kar ste ustvarili, kaj ste naredili. In potem se boste samo lahko učili, tule je pomanjkanje zaupanja, kar pomeni ni spoštov tam, ni gor dol, in potem boste gledali, kaj lahko spremenite pri sebi. Jaz vam želim en čudovit večer. Kaj sem vam hotela reči? Dajmo še mogoče zaključek narediti tega sprejemanja. Vedno se vračamo, tako sem srečna, danes sem celo jokala zraven na akademiji, ker sem tako srečna, ker rastemo z našimi ženskami. Ja, mogoče še to, ker me marsikdo vpraša, zakaj samo ženske. Pa ženske smo prve, ki začnemo graditi odnos. In največ se je od žensk pričakovalo. Ženske smo mogle to.
In ženske smo tako in tako zahtevne same do sebe, da imamo toliko klepov gor. In moja naloga bodo ženske, se bom tudi organizirala kaj za pare, ker se moj mož tudi dosti krat pojavlja z mano, pa vidi, da je velik moj steber. Ampak v vsakem primeru pa želim ženske opolnomočiti, da se zavedajo, da je treba zaupati, odpreti rane in začeti deliti tudi z drugimi in prositi za podporo, prositi za pomoč in tako naprej. No, in zdaj to sprejemanje. Mesec čas sprejemanja daril, sprejemanje hvaležnosti, sprejemanje pohval. Dajte slišati to pohvalo. Dajte slišati, ko vas nekdo pohvali. Danes smo mi imeli Skaza mentor, to mi nismo danes častili, Skaza mentorirance, pa Skaza mentorje, ker je bilo čudovito. In tako, pol se mi kar zdi na neko kosilo, pol malo stand-up komedija, da premalo dajemo poudarka na to, kako smo mi njim hvaležni, kako so oni tudi lahko hvaležni. Odprite se za hvaležnost, ker s tem potem se odprete tudi za sprejemanje. In vedite, da če vi ne boste dajali, ne boste mogli dobiti. To meni najprej dajte, ne pričakovati nič nazaj, res ne, samo spustite. Če dajete iz srca, dajte. Saj se vam bo povrnalo, veste, koliko se vam bo povrnalo, če ne pri tej osebi se bo kje druge povrnalo. Ko dajete, dajete iz srca, naj vam nič kaj drugi govorijo, jo, pa zakaj to daš, pa zakaj to puste, če vi tako čutite, dajte in potem boste tudi dobili. Tako se boste učili sprejemanja. Kaj bo najbolj pomembno, da se boste učili sprejemanja sebe. In ko začnete sprejemati sebe, nobena oseba vas ne moti. In v vsaki osebi vidite iskrice, take lepe iskrice, vidite upanje, vidite v vsaki osebi noter upanje, da se ta oseba lahko spremeni. Ko se pa ne učite, naučite sprejemanja, pa pomeni tudi to, da postavljate blokade. In ko nastavite blokado, zid, oseba to začuti in potem vam tudi pošilja tako energijo, ker vam ne more drugačno. Lep vikend, se ne vem, vikend, jaz imam spet v soboto en obred, potem grem pa v Dubrovnik, ker grem promovirati mojo knjigo, se že veselim, ne samo promovirati knjigo, tudi malo se povezvati, evo, zdaj grem spet malo na poslovna pota, čeprav mi paše tudi predvsem ti moji krogi, tako malo se družim, evo, zdaj grem se pa malo več družiti. Uživajte, tako kot reče moja Majči, moja čudovita Majči, mi reče, dobila je pač namero na obredu, uživam življenje in čutim svojo lastno vrednost in ona tako reče ljudem in bom jaz tudi to vzela od nje. Najprej reče, ko ljudje jamrajo, pa reče pa dej nehaj jamrati, to vsi znajo, pejdi iskati rešitve, ta drugo pa, ko reče, uživajte za Božjo voljo življenje. Življenje je tako lepo, tako enostavno, tako, sam narediti ga moramo tako, da to čutimo. Začnite to manifestirati in boste videli, če danes manifestirate lep dan, sem prepričana, da ga boste jutri tudi in bolj, ko boste seme sadili, lepše vam bo.